Ne dela. Ne dela. Ne dela. Ha? Tri sema, malo. Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji nogometa. Za začetek eno majhno pravičilo z naše strani. Imeli smo nekaj manjših tehničnih težav, seveda upamo, da bo v nadaljevanju vse v najlepšem redu. Rezultat pa v bistvu nismo zamudili še ničesar, še vedno začetnih 0:0. Za začetek pa preletimo obe začetni postavi. Pri cirkulanjah v vratih Zajc, v obrambi z leve proti desni Blaž Cesar, Majcen, Toplak ter Travnikar in Mlakar. V zvezni vrsti štirje nogometaši, to so Ljubec, Kukovec, Bojnec in Lipavšek. V napadu pa Alen Cimerman, trener domače zasedbe je Jura Arsič, pri gostih s Koroške pa v vratih Kanduč, v obrambi Ferenčak, Račnik, Obreht in Petek. V zvezni vrsti Tilen, Štahel, Kovač, Dobaj ter Obretan. V napadu pa tekmo pričenjata Tine Pori in Peter Kogelnik. Trener gostujoče zasedbe je Žiga Kljajič. Pri žogi Račnik. Račnik vrača proti Dobaju, Dobaj proti Obrehtu.
Brecht s podajo proti Obretanu, mešal se je Blaž Cesar, še vedno pri žogi Blaž Cesar, prekršek nad slednjim je storil Obretan. Kukovec s prenosom na desno stran, kjer ima veliko prostora Travnikar z visoko podajo v napadu je iskal Lipavška oziroma Mlakarja, slednji je na koncu storil prekršek. Prosti strel za goste bo izvedel Ferenčak. Ferenčak z visoko podajo proti Kogelniku, Kogelnik je odložil proti Porju. Dobro, sedaj domači nogometaši, prekršek je storil Pori. Hitro je prosti strel za domače izvedel Majcen, a žoga znova v posesti Dravograjčanov. Ekipi sta do sedaj v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod pomerili dvakrat, obe zasedbi sta se po enkrat veselili zmage, v gol razliki pa je trenutno 4-2 v prid Cirkulan. Na zadnje so se visoke zmage veselili Haložani, ki so z 0-4 premagali Dravograjčane v lanski sezoni. Na 0-1 je takrat gol dosegel Bezjak, že v 4. minuti na 0-2 je povišal Zazič v 7. 0-3 Cimerman iz 11 metrovke, obetajo napad domačih. Kanduča je sedaj z lomom poizkušal premagati Cimerman, Kanduč dovolj pozoren, na drugi strani že obetavna akcija Dravograjčanov, podaja pred vrata, kjer se je odkrival Kogelnik, dovolj hiter Kogelnik in 11 metrovka sedaj za Dravograd. V štartu je zamudil Blaž Cesar, ki je bil nekoliko prepozen in s prekrškom zaustavil kapetana Dravograda Kogelnika. Kogelnik je v tej sezoni že zastreljal eno najstrožjo kazen, bomo videli, ali bo tokrat tudi on izvajalec. Še enkrat lahko vidimo v počasnem posnetku ta prekršek domačih nogometašev. Na izvedbo pa tokrat odhaja številko 8 Dobaj. V 7. minuti imajo sedaj v taboru Dravograda zares lepo priložnost, da pridejo do prednosti in zelo dobro kvalitetno odprejo ta dvoboj. Dobaj strelja obramba Zajca, Dobaj je zapravil 11 metrovko za Dravograd in ostaja 0-0, sijajna obramba sedaj Zajca, ki se je izkazal s to reakcijo na vratih in ostaja začetnih 0-0. Zagotovo bo ta obramba dala na nek način nek dodaten veter oziroma dodaten zagon nogometašem Cirkulan. Bomo videli, kako pa bo vse skupaj vplivalo na Dobaja, ki zagotovo ne mora biti zadovoljen s to svojo izvedbo najstrožje kazni. Tudi Zajc je zelo dobro odreagiral v tej situaciji. Dobaj sedaj proti bližnji vratnici. Izbil je Toplak, Cimerman s povratno podajo proti Mlakarju. Toplak je iskal Mlakarja. Vendarle so Dravograjčani znova s tem visokim pritiskom na zadnjo vrsto Cirkulan prišli do žoge. Podajo kazenski prostor, kjer je že Kogelnik, mirno znova Zajc. Zajc z visoko podajo napad proti Cimermanu. Cimerman si je lepo uspel ustaviti podajo Zajca. Še vedno v posesti Dobaj. Prekršek je storil Cimerman. Dobaj je s podajo na desni strani iskal Petka. Do žoge domači nogometaši Bojnec z visoko podajo prostor, dobro je odtekal Lipavšek. Štahel v zvezno vrsto, kjer ima veliko prostora Kukovec, ta na desno stran, kjer je Petek in Pori z dvojno podajo, še vedno Petek
Izbijajo domači. Štahel proti Dobaju, Dobaj mirno vrača do Račnika, ta proti Obrehtu, Obreht do Petka. Znova ima v zvezni vrsti veliko prostora Dobaj s povratno podajo proti Petku. Petek s predložkom proti Kogelniku, dobro tokrat v obrambi domači nogometaši. Še enkrat več žoga pri Dobaju. Majcen na levo stran, kjer je Blaž Cesar. Še vedno Cesar v zvezno vrsto proti Bojnecu. Podaja v napad na levo stran, kjer se je odkrival Cimerman. Nekoliko previsoka podaja je bila to za domačega napadalca. Iz avta bo žogo v igro poslal Petek. Petek je iskal Kogelnika. Bojnec, še vedno posesti Bojnec. Lepo se je sedaj znašel Bojnec. Še vedno pri žogu Bojnec. Na desni strani je videl Mlakarja. Na koncu pa oster prekršek domačega branilca nad Tilenom Štahelom. Prvi rumeni karton na tem dvoboju, prejel ga bo branilec domačega moštva. Še enkrat si lahko ogledamo to situacijo po časnem posnetku. Porumenil pa je Travnikar, zamudil je sedaj v tem štartu. Prosti strel za Dravograd bo izvedel številko 13 Račnik. Račnik spodaja znova proti Kogelniku. Zelo močan je Kogelnik v teh dvobojih. Velike težave spravlja obrambe v tej sezoni. S to svojo borbenostjo je priboril avt Dravogradu. Izvajalec je bil Ferenčak. Ferenčak je našel Porija, še vedno posesti Pori. Avt pa na koncu za Cirkulane. Na zadnjih 5 obračunih so pri domačih vknjižili 3 zmage, 1 remi in 1 poraz. Remizirali so v 5. krogu proti Vidmu z 1-1, premagali pa Zavrč 0-3, Dravinjo 1-0 ter v prejšnjem kolu sosedski obračun proti Podvincem z 1-3. Vmes pa so morali priznati premoč v 6. krogu v Prevaljah Korotanu s 3-2. Poizkus z roba kazenskega prostora brez nevarnosti za Zajca. Na drugi strani pa so Dravograjčani na zadnjih 5 tekmah zbrali 4 zmage in 1 poraz, se pravi 12 točk so zabeležili. Edini poraz so doživeli v 5. krogu na gostovanju v Bistrici, ko smo dejansko spremljali medsebojno obračun 2 vodilnih klubov v tej sezoni. Takrat je treba izpostaviti, da so gostje imeli zares veliko priložnosti, da bi prišli do vseh 3 točk pri rezultatu 0-0. V 63. minuti je takrat Kogelnik zastreljal najstrožjo kazen za Dravograjčane. Ob koncu obračuna pri vodstvu Bistrice z 1-0 pa je Pori z glavo zgrešil prazna vrata. Premagali pa so predtem Posavje Krško 3-2, Šampion 6-2, Šmarje 0-1 ter v prejšnjem krogu Dobrovce z visokih 5-0. Teče 14. minuta obračuna, iz avta sedaj za domače Blaž Cesar. Blaž Cesar z visoko podajo kazenski prostor. Pravočasno sedaj Kovač, še predložek prevrata, sprožil je številko 17 Ljubec. Na mestu Kanduč ta takoj žogo v prostor pošilja Štahela. Še vedno posesti Štahel. Videl je, kako prostor dobro vteka Pori. Še enkrat več lahko vidimo po časnem posnetku prejšnjo situacijo, priložnost za domače. Po predložku Blaža Cesarja je z glavo sprožil Ljubec. Kanduč dovolj pozoren in žogo na koncu brez večjih težav tudi ujel. Še en avt sedaj za Dravograd.
Iz avta Ferenčak, znova proti Kogelniku. Gola od za vratarja Zajca. Teče 15. minuta tega prvega polčasa, zagotovo pa so najlepšo priložnost za enkrat na tekmi zapravili gostje, ko so v 7. minuti zastreljali 11 metrovko, oziroma, da se izrazim drugače, obranil je vratar domačih Zajc in rezultat tako ostaja začetnih 0:0. Treba izpostaviti, da so tudi domači nogometaši imeli nekaj obetavnih akcij na drugi strani, kjer je Kanduč dvakrat dobro posredoval pred kratkim oziroma pred nekaj minutami po strelu z glavo Ljubca. Na desni strani Kogelnik, še vedno pri žogi Kogelnik v zvezno vrsto, kjer je Dobaj proti Obretanu. Podaja proti Kogelniku, Pori, pravočasno pa v obrambi Mlakar. Proti napad je sedaj krenil Toplak, takoj spodajal prostor proti Cimermanu. Še vedno Cimerman. Cimerman v samostojni akciji, Petek tokrat uspešnejši. Nekaj prostora se sedaj odpira za protinapad Dravograda, toda dobro je vse skupaj prebral Bojnec. Kogelnik pa je žogo hitro dozel domačim, na levi strani pri njej Štahel, še en prekršek nad Štahelom. Tokrat ga je storil Mlakar, za katerega bo prejel rumen karton. Druga rumena kazen za domače nogometaše, v obeh primerih je šlo po prekršku nad Štahelom. Prvega je prejel Travnikar, sedaj še pa številko 13 Mlakar. Še enkrat več lahko vidimo ta prekršek Mlakarja, za katerega je prejel rumeno kazen, prosti strel. Za goste pa bo izvedel Dobaj. Bomo videli, ali lahko Dravograjčani nevarne zapretijo z tega standardnega položaja. Kot že rečeno, izvajalec bo Dobaj, ki je pred nekaj minutami oziroma pred 10 minutami zapravil najstrožjo kazen. Dobaj z ostrim predložkom. Gola za domače. Še enkrat več si lahko v počasnem posnetku pogledamo to situacijo. Dober predložek je bil to Dobaja, morda nekoliko previsok, kot vse kaže, pa se vratar domačih Zajc žoge ni dotaknil. Izbija Petek, znova proti Kogelniku, brez prekrška sedaj nad gostujočim kapetanom. Podajo prostor proti Ljubcu, hitrejši Petek znova do posesti domači. Dobro, sedaj vse skupaj razrešil Toplak oziroma Majcen. Bojnec v zvezno vrsto, kjer je Kukovec na levo stran do Blaža Cesarja. Blaž Cesar s predložkom pred vrata. Znova so domači zapretili s predložkom pred vrata. Vidimo, da so v skoku zelo dobri v taboru domačega moštva. Bojnec še enkrat, v počasnem posnetku lahko vidimo prejšnjo situacijo in obrambo Kanduča. Lipavšek do Ljubca. Še vedno Ljubec v zvezno vrsto, kjer je Bojnec. Cimerman. Še vedno Cimerman z obrata, še enkrat več na mestu Kanduč. Domači nogometaši so skoraj vsakič, ko pridejo pred vrata Kanduča, nevarni. Dobaj do Petka, še vedno Petek, ta vrača proti Obrehtu.
Ferenčak z visoko podajo, iskal je Kogelnika na mesto Travnikar. Lipavšek, Štahel, proti Kovaču, ta na desno stran, kjer ima veliko prostora Petek. Petek je iskal Porja, hitrejši, spretnejši, sedaj majcen prekršek na koncu nad domačim branilcem. Zelo dinamičen dvoboj spremljamo zaenkrat, tako eni kot drugi so zelo živahni na terenu. Cimerman, dobro se je znašel Cimerman, spodaj prostor iskal tekajočega Mlakarja. V tem padcu jo je skupil Ferenčak, ki v teh trenutkih potrebuje zdravniško pomoč. Ob istem terminu kot tale naš dvoboj se je pričel obračun v Celju, kjer šampion gosti Posavje Krško. Celjska zasedba še vedno ostaja zelo visoko, kjer vsekakor želijo ostati, tokrat pa jim nasproti stoji moštvo, ki se bo, kot vse kaže, do konca borilo za obstanek. Tako je jasno, da pri obojnih želijo točke, pri šampionu bodo zadovoljni samo z vsemi tremi, pri Posavju pa bi vsekakor podpisali že neodločen rezultat, saj bi kakšna točka na teh zahtevnih tekmah proti višje kotiranim ekipam ob koncu lahko bila ključnega pomena, ko se bomo pogovarjali, katera ekipa je obstala v ligi. Znova pa med tem lahko vidimo situacijo iz 7. minute, ko je po prekršku Kogelnika najstrožjo kazen za Dravograjčane zapravil Dobaj, oziroma z dobro obrambo se je izkazal vratar domačih Zajc. Še vedno z igrišča odhaja številko 20 Ferenčak. Zelo težko je glede na videno pričakovati, da bi levi bočni nogometaš Dravograda lahko nadaljeval z obračunom. Kanduč s podajo znova proti Kogelniku, najvišji v skoku kapetan Dravograda. Še vedno pri žogi Kogelnik, zelo nevaren je Kogelnik, Kogelnik s povratno podajo proti Porju. Še vedno pri žogi Porji. Porji in Mlakar v dvoboju, na koncu pa kot za Dravograd. Drugi na tem obračunu izvajalec pa številko 8 Dobaj. Dobaj proti bližnji vratnici, najvišji v skoku Toplak. Še vedno v posesti Dobaj, znova na mestu Toplak. Izbijajo domači. Kovač proti Porju, Kogelnik strelja, kot vse kaže, pa je prekršek v kazenskem prostoru storil Porji. Prva zamenjava v taboru gostov, iz igre odhaja številko 20 Ferenčak, zaradi poškodbe, v igro pa prihaja številko 7 Tadej Štahel. Še enkrat si lahko ogledamo prejšnji prekršek Porja v kazenskem prostoru domače ekipe. Prosti strel pa bo sedaj izvedel Cesar oziroma Zajc proti Toplaku. Toplak z visoko podajo, iskal je Cimermana. Izbija Račnik.
Znova bodo seveda v taboru domačih poizkušali že z avta s podajo v kazenski prostor. Izvajalec številko 2, Blaž Cesar. Izbija Tilen Štahel. Cesar v bloku. Dobaj, sedaj pa tudi prvi udarec iz kota za Cirkulane. Znova smo videli to situacijo pred vrati Dravograda oziroma kako je Blaž Cesar s podajo v kazenski prostor želel zapustiti svoje soigralce v bloku, pa številko 8 Dobaj. Izvajalec prvega kota za Cirkulane na tem dvoboju številko 8 Lipavšek. Lipavšek proti oddaljenejši vratnici, znova najvišji v skoku. Domači nogometaši, a še enkrat več in na vse skupaj bil pozoren vratar Dravograda Kanduč. V počasnem posnetku znova vidimo to situacijo pred vrati Kanduča. Obreht proti Račniku. Dobaj. Na levi strani se je v napad vključil Petek. Dovolj pozoren Mlakar. Iz avta za Dravograjčane Petek. Petek s podajo iskal je Kogelnika. Do žoge znova Dravograjčani. Petek proti oddaljenejši vratnici. Mirno je Zajc žogo prepustil izven igrišča. Golaut bo pripadel vratarju Cirkulan. Znova celotno situacijo lahko gledamo v počasnem posnetku. Nevaren predložek je bil to Petka, zelo ostro pred vrata. Žogo so sedaj zapravili v taboru domačih. Porje krenil. Še vedno pri žogi Dravograd. Kovač. Na desni strani se je v napad vključil Obretan. Še vedno Obretan. Dobro, sedaj Lipavšek spodaja prosto proti Cimermanu. Cimerman strelja 1-0. Vodstvo domačih. Strelec pa številko 19. Cimerman v 28. minuti. So domači po zares lepi akciji prišli do prednosti in na nek način se je znova izkazalo, da če ne daš, dobiš, bi lahko rekli, po zapravljeni priložnosti oziroma 11 metrovki Dravograda so vse skupaj kaznovali nogometaši Cirkulan. Znova smo lahko videli to sijajno akcijo in povsem miren zaključek Cimermana, ki je še enkrat več dokazal, da gre za sijajnega napadalca. Treba je pohvaliti tudi Lipavška, ki je s to sijajno podajo v prostor zaposlil napadalca domačega moštva, ki pa je, kot že rečeno, vse skupaj mirno razrešil oziroma mirno odreagiral in Cirkulane vodijo od 28. minute z 1-0. Obreht s podajo na levo stran, kjer je Dobaj. Dobaj je iskal Porja. Izbija Travnikar. Na hitro iz avta Dobaj. Račnik. Obreht je videl tekajočega Porja. Še enkrat več se z dobro reakcijo izkazala obramba domačega moštva. Pametno je Dobaj prepustil žogo mimo Cimermana. S podajo na levi strani našel Petka. Po vstopu v igro Tadeja Štahela je prišlo do manjših sprememb, kar se tiče samih položajev nogometašev Dravograda na igrišču. Petek se je preselil na levo stran na mesto Ferenčaka, ki je izigral zaradi poškodbe. Na desno stran na bočni položaj pa je začel Obretan, ki je predtem igral
nekoliko više, na njegov položaj pa se je postavil Tadej Štahel, ki je v igro vstopil s klopi. Obretan je žogo prepustil out, katerega bo jasno sam tudi izvedel. Proti Kovaču, še vedno posesti Obretan, lepo sedaj Obretan. Na desni strani je Tadej Štahel, še vedno preigravanje Štahel, prekršek med slednjim. Obretan oziroma Kovač vrača proti Obretanu, ta vse nazaj do Obrehta. Obreht proti Dobaju, še vedno pri žogi Dobaj, Dobaju prostor proti Poriju. V prepovedanem položaju se je znašel napadalec Dravograda. Teče 31. minuta, kot že rečeno, od 28. pa nogometaši Cirkulan vodijo z 1-0 po zadetku Cimermana. Znova si lahko ogledamo to situacijo, ko se je napadalec Dravograda Porij, ki je bil nekoliko prehiter, znašel v prepovedanem položaju. Prosti strel za Cirkulane bo izvedel Travnikar. Travnikar z visoko podajo, dovolj pozoren Kovač. Mirno Toplak vrača Zajcu. Petek dovolj pozoren ob Lipavšku, igra z roko Ljubca. Prosti strel bo izvedel Dobaj. Vidimo, da večino teh napadov Dravograda poteka preko Dobaja. Kogelnik, nekaj minut sedaj je bil neviden. Kogelnik proti Porju, pravočasno z izbijanjem Blaž Cesar pred Tadejem Štahelom, ki je bil pozoren na ta odbitek, vendarle tudi Tadej Štahel oziroma Blaž Cesar, ki se je sedaj izkazal z dobro obrambno reakcijo. Še enkrat lahko vidimo to situacijo, povratna podaja Kogelnika proti Porju. V zadnjem trenutku pred Tadejem Štahelom pa je dobro posredoval Blaž Cesar. Tretji udarec iz kota za Dravograd, znova izvajalec Dobaj. Dobaj je iskal Račnika, še vedno posesti Dobaj, vrača proti Petku. Obretan iskal je Kogelnika, dovolj pozoren na vse skupaj. Domači nogometaši, natančneje Mlakar. Dobaj, povratna podaja proti Obretanu, v samostojni akciji Obretan. Še vedno Obretan v prostor proti Kogelniku. Dovolj hiter Kogelnik, videl je, da nekje na 11 metrih na podajo čaka Tadej Štahel, ga seveda je iskal, a še enkrat več na mesto obramba Cirkulan. Četrti udarec iz kota za Dravograd, znova izvajalec številko 8 Dobaj. Dobaj proti oddaljenejši vratnici, najvišji v skoku Račnik, medtem pa prekršek gostujočih nogometašev in prosti strel za Cirkulane. Znova lahko vidimo to situacijo pred vrati Zajca, še enkrat zelo visoko je skočil Račnik, na koncu pa je prekršek storil kapetan Dravograda Kogelnik. Danes ob 10:30 dopoldan je bil odigran obračun v Vidmu, kjer so domači gostili Podvince. Gre na nek način za sosedski derbi, zmage z 2-3 pa so se veselili Podvinci in s tem so se premaknili na 7. mesto. Vidim pa pahnili v spodnji del razpredelnice, a obojni so pri 12 osvojenih točkah.
Doba je medtem na desni strani videl, kako se je v napad vključil Obretan. Out bo pripadel Dravogradu. Obretan proti Kogelniku, uspešnejši Toplak. Zbijajo domači, Cimerman je vedno znova pozoren na ta izbijanja in jasno, vedno znova v težave spravlja obrambo Dravograda. Znova pri žogi Obretan, vrača proti Obrehtu. V včerajšnjem terminu pa je bilo odigranih, oziroma so bili odigrani 4 obračuni tega 9. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Bistrica je pričakovano visoko 6-0 ugnala Zavrč in tako zadržala visoko prednost na prvenstveni lestvici. Obetaven napad med tem za Dravograjčane, nekoliko je poril zagodlo igrišče v tej situaciji oziroma ti zahtevni vremenski pogoji. Izza avta Petek. Kogelnik proti Kovaču. Petek s predložkom. Kogelnik, zelo nevaren je Kogelnik, vse skupaj pa je dobro razrešil Zajc, ki je bil pozoren na to situacijo. Še enkrat več lahko vse skupaj vidimo v počasnem posnetku. Prvo slabo izbijanje Blaža Cesarja, to je Kogelnik nekako prišel do žoge in Zajc, kot že rečeno, dovolj pozoren. Cimerman, iskal je Lipavška, Kovač, mirno domači, znova proti Lipavšku. Še vedno Lipavšek, izbija Štahel. Žoga je na nek način na koncu vendar je prišla do Blaža Cesarja. Tadej Štahel. Še vedno Tadej Štahel, igro z roko je sedaj dosodil glavni sodnik. Štahel je nekoliko prehitro padel, tako je vse skupaj ocenil glavni sodnik in prosti strel dosodil domači ekipi. V skoku so danes pri Cirkulanah uspešnejši, višji, močnejši. Znova smo lahko videli to situacijo. Dobro je vse skupaj videl glavni sodnik. Nevaren predložek pred vrata Kanduča, najvišji v skoku Travnikar, a priložnost ostaja neizkoriščena. Prednost Cirkulan ostaja za en zadetek 1-0 iz 28. minute, ko je gol dosegel Cimerman. Teče pa že 38. minuta prvega polčasa. Petek je iskal Kogelnika, dobro se je sedaj umešal Bojnec, mirno do Kukovca, ta vrača do Lipavška. Lipavšek, Cimerman, Bojnec s podajo proti Ljubcu, vse skupaj razrešuje Obreht, out za domače moštvo. Izvajalec avta številko 13, Mlakar. Lipavšek, povratna podaja proti Kukovcu, ta pa je v težave sedaj spravil Kanduča. Kovač na desno stran, kjer je Obretan, še vedno pri žogi Obretan. Obretan v samostojni akciji. Nanj sta pritisnila dva nogometaša domačega moštva in s tem posest vrnila Cirkulanom. Prekršek je storil Obretan. Še enkrat vidimo prejšen predložek Kukovca, s katerim je ogrozil Kanduča.
Najvišji v skoku Račnik. Račnik proti Štahelu, ta žogo izbija v avt. Iz avta Blaž Cesar. Lipavšek znova vrača Cesarju. Preoster Tadej Štahel, kateri bo za ta štart prijel rumen karton. Znova smo lahko videli to situacijo, nekoliko nespametno je posredoval Tadej Štahel. Še 5 minut do polčasa, gremo publika, malo še spodbudimo naše fante, gremo. Izvajalec prostega strela pri domačih pa številko 8 Lipavšek. Lipavšek, Toplak, sprožil je majcen strel Blaža Cesarja, nekoliko čez vrata Kanduča, ostaja prednost Cirkulan 1-0. Znova bomo videli to situacijo. Dober strel Blaža Cesarja, nekoliko čez vrata Kanduča. Kanduč na kratko proti Obrehtu. Obreht proti Obretanu. Obretan mirno majcen vrača svojemu vratarju. Tadej Štahel proti Kogelniku. Kogelnik, čvrst duel Kogelnika in Travnikarja. Prekršek Dobaja. Na hitro je prosti strel izvedel Toplak proti Kukovcu, še vedno Kukovec v posesti. Bojnec. Blaž Cesar pri žogi, Blaž Cesar s povratno podajo, iskal je Ljubca. Kovač proti Tilenu Štahelu, še vedno Tilen Štahel, na levi strani Petek. Petek je spodajal prostor, iskal Porja, posredoval je Travnikar, avt bo pripadel Dravogradu. Izbija obramba domačega moštva, znova izvajalec avta Petek proti Porju. Še vedno Porji. Peti udarec iz kota za Dravograd. Izvajalec pa znova številko 8 Dobaj. Dobaj proti bližnji vratnici, kjer je Kogelnik najvišji v skoku, trese se mreža, zgolj zunanji del, ostaja 1-0 za Cirkulane. Sijajna priložnost je bila to za Kogelnika, dober predložek pred vrata Dobaja. Vendarle sedaj nekaj sreče za domačega vratarja Zajca. Teče 44. oziroma že 45. minuta prvega polčasa. Bojnec je iskal Ljubca. Nesporazum v taboru Dravograda, žoga znova pri domačemu vratarju Zajcu. Nekoliko nespretno Zajc pri žogi Pori. Še vedno Pori. Pori
v samostojni akciji. Pori je pred vrati iskal Kogelnika v bloku. Travnikar, 6. udarec iz kota, pa za Dravograd. Zagotovo ena izmed zadnjih priložnosti, da pride do spremembe rezultata v tem prvem polčasu. Znova pa izvajalec Dobaj. Dobaj znova je iskal Kogelnika, prečko je stresel Kogelnik. Ostaja 1:0 za domače. Tilen Štahel vrača proti Obretanu, Petek pri žogi. Petek proti Poriju. Pori, out, pa na koncu za Cirkulane. Še enkrat lahko vidimo celotno situacijo v počasnem posnetku. Nov visok skok Kogelnika, dober strela, prečka je bila na strani vratarja Zajca, ostaja 1:0 za Cirkulane. Dobaj vrača Kanduču. Glavni sodnik pa je med tem odpiskal konec prvega polčasa. Domači na odmor odhajajo z minimalno prednostjo 1:0. Bomo lahko videli v počasnem posnetku zadetek. Prvo vidimo tukaj zapravljeno najstrožjo kazen Dravograda v 7. minuti, ko se je sijajno obrambo izkazal Zajc, nato pa lepa akcija domačih za prednost, sijajna podaja Lipavška proti Cimermanu, ta pa je mirno zaključil in kot že rečeno, Cirkulane po prvem polčasu proti Dravogradu vodijo z 1:0.